Dragi obiskovalci, lepo pozdravljeni na okrogli mizi z naslovom Vloga medijev v Sloveniji, informiranje ali manipuliranje. Pogovarjali se bomo o vplivu medijev na demokracijo, dejavnikih, ki vplivajo na medije in prihodnjem razvoju medijev. Med nami lepo pozdravljamo naše goste. Peter Marše je RUMNŠKG, politični komentator in nekdanji novinar portala Domovina je. Trenutno pa ustvarja politični podcast Tedenski safari in piše za Požar Report. Lep pozdrav. Profesor dr. Marko Milosavljević je redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Specializiran je za področje novinarstva, medijske regulacije in javnih medijev. Pogosto komentira aktualna vprašanja medijske politike v Sloveniji, veliko pa deluje tudi na evropskem in mednarodnem nivoju. V zadnjem času se ukvarja tudi z umetno inteligenco in njeno uporabo v medijih. Martin Nachtigal je RUMNŠKG in politični komentator. Pisal je predvsem za portal Domovina je, bil pa je tudi gost v različnih oddajah. V času drugega slovenskega predsedovanja EU je bil vodja digitalnega komuniciranja. Nekaj časa je bil urednik na televiziji Slovenija, zdaj pa je urednik informativnega programa na Planet TV. Pred začetkom bi vse goste povabil, da odgovarjajo kratko in jedrnato, replike pa, če jih boste imeli kar na kašta. Publiko pa bi povabil, da vprašanja, ki se bodo mogoče polotila, zastavite na koncu. Zdaj pa še prvo vprašanje. Ker za vse goste pa lahko vi mogoče mi nastavili začnete, ki ste najbližje. Kaj vas je pripeljalo do medijev? Kaj vas je spodbudilo zanimanje za medije? Kaj je tisto privlačno na medijih, da delate na tem področju? Hvala lepa, lep pozdrav in še enkrat hvala vam za povabilo in hvala šoli za to. Kaj bo še treba kaj narediti? Hvala torej najprej organizatorjem dogodka, hvala šoli, da organizira tudi ta dogodek. Skratka, kaj me je pripeljalo v medije? V medije so me pripeljali neki davni stari časi, ko smo imeli še veliko močnih medijev, ki so imeli veliko dopisnikov, ki so imeli veliko potovanj. In v tistih časih je bilo delo novinarja zelo vendarle tudi privlačno in zanimivo. In sam sem hodil v srednjo ekonomsko šolo in tekom praks, ki smo jih tam imeli, sem spoznal, da nikakor ne želim biti ekonomist v pisarni. Se mi je zdelo izredno dolgočasno in komaj sem čakal na praksi, da je minilo tistih 8 ur in želel sem si, da ne preživim celega življenja, tako da čakam na konec delovnega dneva. Zato sem se odločil za študij novinarstva. In z mnogimi svojimi kolegi smo se tam zbrali, sošolci, smo se tam zbrali zelo različnih motivov, nekateri so želeli biti športni novinarji, nekateri televizijski voditelji. Moj glavni motiv pa je bil pravzaprav mednarodno poročanje, zunanja politika in biti dopisnik iz tujine. In zato sem tudi nekaj časa delal na zunanje politični redakciji Dela, skupaj z eminentnimi kolegi, kot so bili danes večinoma že upokojenimi, Mojca Drčar-Murko, Tone Hočevar, Ervin Hladnik-Milharčič, Saša Vidmajer, Romana Dobnikar-Šeruga, ki so me na nek način tudi hkrati zraven učili. Začel sem pisati potem še za kulturo, začel sem pisati tudi o glasbi, pisal o tem dolga leta, bil urednik pop kulture v Delu in pisal hkrati za sobotno prilogo Dela. In ta želja se je potem povezala tudi z tem, ko sem dobil možnost, da nadaljujem z magisterijem in kasneje doktoratom in sem se odločil za neko kombinacijo, ki je bila nekaj časa paralelna, potem na neki stopni sem pa se vendarle odločil, da sem dovolj pisal, da sem dovolj ustvarjal v samih medijih in da z neposredno neko novinarsko dejavnostjo preneham. Gremo po vrsti, lahko, ok. Torej, moj padec v medije je bil manj premišljen kot pri mojem predhodniku. Namreč že kot dijak in potem kot študent sem bil prepričan, da imam toliko pametnega za povedati, da sem kdaj to delil tudi s svetom preko svojega Facebooka. In enkrat je to opazil urednik Domovine Rok Čakš,
in pred njim še Štefan Kržišnik in sta rekla, joj, kaj pa če bi nekaj od tega mi celo objavili v Domovini. Od tega naprej v bistvu je šlo zelo hitro, da sem ene par teh svojih premislekov objavil na Domovini in zgodil se je ta, recimo temu manjši čudež, da očitno je kolumne na Domovini bral ali jih pa še vedno bere Marcel Štefančič, ki me je potem povabil na Studio City in rekel, dej prid ti zagovarjati to, kar mi ne radi kle poslušamo, ampak če bi rad prid. Se je v bistvu od tega to naprej odkotalilo. Sem pa toliko mlajša generacija od dr. Milosavljevića, da sem pa začel svojo medijsko kariero, če recimo temu to v času, ko mediji niso imeli več oziroma nimajo več veliko dopisnikov, nimajo velikih proračunov in še manj velikih ekip in temu primerno, ker sem želel pa približno doživeti podobno kot profesor, sem hodil vedno oziroma še vedno hodim po neki meji med projekti, ki so medijski oziroma med projekti, ki so PR-ovski in projekti, ki so novinarski, kar mi marsikdo v slovenskem medijskem prostoru tudi očita. Tako recimo, ker sem hotel videti Bruselj, sem šel komunicirati slovensko predsedovanje, ker sem hotel videti, kako deluje televizija, sem šel na RTV za urednika notranje politike in gospodarstva in za urednika Odmevov. In zdaj recimo pač delam na Planetu in na Družini. Vmes sem pa tudi skakal ven v recimo politično sfero, recimo temu to, ker politika pa še vedno ima kar nekaj dopisnikov v obliki evropskih poslancev in tako naprej, tako da sem želel tudi to videti od blizu. Ja, tako da moja medijska, recimo temu zgodba je glede na mojo starost raznolika in temu primerno, se pravi, ima marsikdo na zobeh, ampak še vedno pa z veseljem, če ne drugače pridem nazaj v Studio City oziroma zdaj je to Marcel, kjer še vedno neumorno zagovarjam določene stvari, ki jih Marcel ne rad sliši, ampak še vedno kdaj pa kdaj rad posluša, tako da to. Mislim, da je toliko podobna najna, čeprav ni čist ista, no. Mene so... Tebe povabijo na 24 ur, mene pa ne. Mene so, oziroma in politika, in geopolitika, in mediji kot taki, sploh, mogoče do neke mere televizija, no, od začetka, ko sem bil mlajši, vedno malo tako fascinirali, vedno sem imel neko navdušenje nad tem. Kljub temu sem šel malo po vinkasti poti v to smer, ker sem imel nek občutek na koncu gimnazije, da me zanima še zelo veliko drugih stvari in da mogoče ni najbolj prostor ravno ta medijski, kjer bi se jaz najdel, ker pač se mi je zdel v tistem času precej zaprt, no. Tako da sem potem tudi jaz sem tudi začel ustvarjati že v času socialnih omrežij, takrat je bil ta glavna stvar Facebook, no, če si to predstavljate vi. In tudi jaz sem potem začel objavljati kakšne tekste na Facebook in na enak način potem prišel v Domovino kot Martin. Tako da sem dobil vabilo iz uredništva. Takrat je Martin že bil na Domovini, tako da ne spomnim se, že čisto točno je bil Martin prvi, je bil Rok, oziroma je Martin Roku priporočil. In potem sem 5 let v bistvu bil na Domovini, dokler potem se ni zadeva tam nekoliko obrnila, tako da sem se odločil, da ni več to zame, tako da zdaj razvijam en nov projekt, mogoče ste že slišali za ta naš podcast Tedenski safari, tako da to je zdaj neka novost, kjer sem vmes pa še ustvarjam za kakšne druge medije, pa če se dopolnim, tudi mene je zelo zanimalo in potovati in hoditi okrog, ampak ker smo mlajši iz časa, ko ni več toliko dopisništva, sem se pa še malo v turistično vodenje vrgel, tako da še malo tisto kombiniram za ta mednarodni vidik. Najlepša hvala, pa če kar nadaljujemo s prvim vprašanjem, torej kakšen je pomen medijev za demokracijo? Zakaj rečemo, da so mediji četrta veja oblasti? Kako vplivajo na javno mnenje in politične odločitve? Ali morda tudi na volilne rezultate? Kako se to kaže v Sloveniji? Pa če začnemo tako kot prej pri profesorju.
Zdaj ste načeli temo, za katero bi vsak od teh podvprašanj lahko imel eno predavanje ločeno. Ja. Ravno zdaj smo imeli kar nekaj razprav, včeraj smo imeli en simpozij o dezinformacijah, pa o političnem in volilnem komuniciranju, pa v tujini se veliko govori seveda sploh o dezinformacijah v kontekstu političnega komuniciranja. Zdaj je bil tak zanimiv primer, so bile romunske volitve, ker je prišlo do veliko manipulacij in dezinformacij, večinoma pozicioniranih iz Rusije. V evropskem prostoru je ogromno govora, ampak da se vrnem na osnovno vprašanje, ki je vprašanje relevantnosti medijev kot takšnih. Jaz verjamem, da marsikdo danes, sploh mlajši, vendarle dojemajo medije bistveno drugače kot mi. Mi smo pač vendarle iz teh nekih starih časov, pa s tem rekel, dojemam tudi moja dva mlajša kolega, ki sta vendarle večinoma verjetno odraščala iz časov pred družbenimi omrežji, družabnimi omrežji in je enostavno pač, torej so bili mediji, pa lahko v digitalni obliki sicer, ampak še vedno bili glavni izvor informacij in vsebin. Spletne strani medijev, ki se pojavljajo že nekje vse od sredine 90-ih let. Jaz se spomnim, da je Delo prvo svojo internetno obliko imelo že leta 96. Večina svetovnih medijev je tam nekje že prešla na te digitalne oblike, ampak v tistem času je še vedno bil čisti monopol medijev. In zdaj danes, seveda ta stari izraz, četrta veja oblasti, zveni nekoliko arhaičen, ker jaz verjamem, da je danes pravzaprav četrta veja oblasti so v resnici družbeni mediji, ki pa so nažalost še vedno večinoma neregulirani, neurejeni, neregulirani pa v tem smislu, da je ravno na njih največ neresnic, nepreverjenih informacij. Vemo tudi sami, kako je bilo v času covida, kaj se je razširilo okrog glede teh informacij, koliko škodljivih informacij, ki so zaznamovale, bi rekel, zdravstveno mnoge ljudi, mnoge družine, tudi v Sloveniji, tudi pri meni. In zato je vloga medijev, jaz se še vedno vendarle dojemam kot pomembno. Ob vsem, kar se zavedamo, da so danes recimo gledanost televizije slabša kot nekoč, vemo, da so naklade časopisov manjše kot nekoč, poslušanost radija je verjetno še vedno podobna, ampak tukaj imamo še podcaste in influencerje in vse ostalo. Tekmujejo z streaming platformami, z vsemi drugimi oblikami in TikToke in danes Blue Sky in podobne reči. Ja, ampak na vseh teh platformah večinoma nihče neposredno ne ustvarja celostnih vsebin. Kar pomeni, nekdo pač večinoma objavi neko svoje mnenje, težko pa tam zasledim zgodbe, kjer bi nekdo sistematično šel preiskovalno novinarstvo in odkrival korupcijo in bi to delal dneve in dneve konsistentno. Marsikateri namig najdete na spletu, marsikatero informacijo najdete na družbenih omrežjih, tudi kakšno zaupno, tudi kakšne razne druge reči ljudje delijo, ampak ta neka osnovna reč, ki jo vidimo potem pogosto tudi pri nas, o dejstvu, da se glavne zgodbe še vedno razkrijejo v medijih, na družbenih omrežjih pa večinoma sledijo odmevi teh zadev. Če izvzamemo seveda tiste fotografije in videe, ki jih razni zvezdniki in politiki objavljajo na družbenih omrežjih, to je drugo. Ampak skratka, jaz to vlogo še vedno dojemam kot precej pomembno, z tega razloga, ker kot pravim, enostavno družbena omrežja te celovite funkcije vseeno ne izpolnjujejo. Težava, ki pa jo imamo danes, je seveda, da imajo mediji vedno manj denarja, ne samo pri zunanjih političnih dopisnikih, krčenje se je zgodilo tudi v notranji politiki, v kulturi, v vseh ostalih redakcijah, še najmanj verjetno pri športu, ki je še vedno izredno popularen in gledan in poslušan. In tam imamo enostavno opravka z manj novinarji. In ja, se zavedamo, so tako imenovani državljanski novinarji, citizen journalists, pa so razni uporabniki, ki razkrivajo razne reči in se trudijo s stvarmi, ampak profesionalna zavezanost temu, da nekaj počneš konsistentno, ne enkrat na mesec, ne enkrat na leto, ne enkrat na nekaj časa, ampak da se na to zaneseš kot na institucijo in kot na sistem, kar opozarjajo mnogi tudi teoretiki, to je potem tisto, za kar se mi zdi, da so mediji še vedno pomembni. Da ljudje, ko začutijo neko krivico, še vedno najpogosteje pokličejo ali pa pišejo novinarjem. Nekateri objavijo stvari na družbenih omrežjih, če jih je nekdo pokrival in jim dal prometno kazen, pa ne vem kaj podobnega. Ko gre pa za kompleksnejše stvari, pa najpogosteje še vedno pokličejo novinarje. Ko ste že ravno
ko ste že ravno odprli temo družbenih omrežij, morda še na kakšen način drugače vplivajo na javno mnenje kot klasični mediji in pa kakšen je vpliv algoritmov na te vplive? Ja, ne vem, če je kdo od vas gledal nadaljevanko Silicon Valley, ena taka ameriška humoristična nadaljevanka, je bila zdaj par let nazaj, lušna nadaljevanka, lahkotna o enih fantih in par dekletih iz Silicon Valley v Kaliforniji, ki ustanavljajo neke svoje start-upe. Takrat, kada se jezim na kakšne IT-ovske in ostale težave, se pomirim samo tako, da si predstavljam nekaj likov iz te nadaljevanke, ki so zelo hecni, ki so zelo muhasti, ki so zelo specifični in se rečem, ok, za vsake od teh stvari, za vsake spremembe, ki jo nekdo naredi na appu, ki mi je bil všeč in zdaj ne vem, zakaj za vraga je šel spreminjati app, ki dobro deluje ali kakšno drugo stvar, se spomnim, ok, tam so pač ljudje. Ne? In pri teh družbenih omrežjih pač v ozadju imamo vendarle ljudi in seveda vsako človeško dejanje, po mojem mnenju, vendarle potrebuje neko ustrezno odgovornost, neko ustrezno tudi transparentnost. Tega pa zelo pogosto pri družbenih omrežjih ni. Vi ne veste, kaj vam pokažejo in ne veste hkrati, zakaj vam to pokažejo in česa vam ne pokažejo. In to se meni zdi zelo, zelo pomembna zadeva, ker ni absolutno nobene transparentnosti, ki vpliva na milijarde ljudi po celem svetu. In pred nekaj leti je Facebook imel en znameniti eksperiment, kjer so v par državah po svetu, najbližja mislim, da nam je bila Srbija, so svojim uporabnikom namenoma nekaj tednov prikazovali same negativne zgodbe. Ne? In so merili pravzaprav, kako se ljudje na to odzivajo. Ljudje sploh niso vedeli za to. Ljudje so bili poskusni zajčki v nekem eksperimentu, ne da bi sploh vedeli za to. Ljudje bi lahko to pahnili v depresijo, lahko bi jih pahnili v samomor. Ampak Facebook jim je namenoma lansiral, plasiral v algoritmu same negativne zgodbe. Žalostne, tragične, jezne in itd. Zgodbe. Pa mislim, da je bila še Burma, pa ne vem, kdo je še bil. Ne? In potem, ko so to razkrili, seveda je bila velik odmev svetovne javnosti, kako smejo to narediti, kako itd. Ja, pač, ker ni neke zakonodaje ali pa nekega mehanizma, nekega dogovora, po katerem bi neke stvari morale biti v osnovi transparentne, v osnovi tudi poštene, v osnovi kakorkoli že. In pogosto, ko kakšni rečejo, ja, sej to je pa, ne, sej tam Zuckerberg ali pa Elon Musk ali pa kdorkoli že, če odmislimo to. Predstavljajte si, kaj bi bilo s temi platformami, če bi jih pred nekaj leti kupil nek Putinov tajkun ali kakšen drug avtokratski tajkun ali pa njegovi prijatelji. Mi pa vsi se zanašamo na te stvari. Kaj pa, če bi se v ozadju tega v resnici skrival en tak tajkun s svojo agendo, s svojimi interesi in tako naprej. Osnovne transparentnosti morajo biti povsod, ko greste v trgovino, imate zadaj napis, kaj na tistem izdelku. Vse sestavine, vsa umetna barvila, vsa sladila, vse zadeve morajo biti popisane. Če je na oddelku za bio ali za eko ali kaj, mora izpolnjevati kriterije. Mi pa konzumiramo vse to v ure in v bistvu ne vemo, kaj je v tisti flaški. Kot je profesor Milosavljević omenil, morda za vas, Martin Ahtigal, kakšni so vplivi lastništva na medije? Kako vpliva na polarizacijo medijev in novinarsko svobodo? Ali sploh še lahko govorimo o demokraciji, če ljudje volijo pod vplivom medijev v zasebni lasti? In kakšne so morda še posledice koncentracije lastništva medijev? Kako je pa s tem v Sloveniji? Ja, jaz sem se te pripravljal na prvo vprašanje, ampak dobro. Lejte, jaz na medije, sploh ta relacija, kot je profesor Milosavljević rekel, med družbenimi omrežji in klasičnimi mediji, kar je povezano tudi, tako kot je vprašanje zastavljeno z lastništvom, gledam približno tako kot razliko med recimo temu Narodno galerijo, Narodnim muzejem in grafitom v podhodu zraven Narodne galerije. Ne? Da razložim. Ne? V Narodni galeriji in v Narodnem muzeju visijo stvari, za katere smo se kot družba odločili, da so kot prvo preverjene, ne? Niso načeloma po naredki. Smo se odločili, da je to nekaj, kar je vredno ohranjati, kar je vredno si načrtno ogledovati in čemur pač posvečamo določeno pozornost. Ne, medtem ko grafiti, gremo mimo njih vsak dan in so nek izraz nekega čustva, neke pripadnosti, nekega mnenja, neke jeze, lahko tudi veselja in tako naprej, brez
neke, recimo temu, ne morete zraven prebrati eseja o tem, zakaj je ta človek to tja našprical in čemu in kaj želi s tem doseči. Ne? In dejansko te vsebine konzumiramo mimo grede. Ko greste čez podhod tamle pod železniško progo, jih opazite, ne hote, ne vede, tudi če jim ne posvečate pozornost, ampak se vam nalagajo. Ne, in opažate jih lahko tudi 100krat na dan. Če bi po Ljubljani z istim geslom, recimo po mojem je dovolj na 50 lokacijah napisal isto stvar, bi verjetno pokril kar dobršen del prebivalstva Ljubljane, da bi to opazilo. In ta stvar je zastojn, ta stvar je hitra, za to stvar ni potrebno nobenega znanja, prijavite se prek maila in lahko delite širnim svetom to, kar vi mislite ali pa mislite, da veste ali pa celo mogoče veste. Medtem ko za Narodno galerijo si treba vzeti pa čas, pa morate plačati vstopnino, pa morate o tem, da razumete sporočilo določenih umetniških del, morate nekaj o tem vedeti. Ne? Če ne, pač gledate in opazujete in ostajate enako nevedni, kot ste bili, ko ste šli noter. Lahko ste pa navdušeni nad lepoto samo na sebi. In v tem mislim, da delu se skriva problem boja ali pa nekega tekmovanja med socialnimi mediji in klasičnimi mediji. Namreč, kolikrat na leto pa greste v Narodno galerijo? Ne? Na koliko medijev ste naročeni in za katere plačujete naročnino? Ne? Ker najina plača pride iz vaše naročnine. In če tega ni plače za najo, torej se bo ukvarjala z nečim drugim. Jaz bom PR-ovec in on bo turistični vodič. To je brutalna realna situacija. Ne? Medtem ko, kar je profesor Milosavljević dejal o socialnih medijih, mi smo zameglili to mejo med novinarjem in novinarskim virom. Ljudje, ki objavljajo stvari na socialnih omrežjih, so nepreverjena, ampak tudi hkrati necenzurirana, obdelana informacija, ki je problem v tem, da novinar, če te informacije spremlja in v večini novinarji dan današnji jih spremljajo, je njihova naloga, da to novico preverijo in to novico obdelajo. Ne? Kjer je pa pridemo v moment zaupanja novinarju, novinarskemu poklicu in tako naprej, ali je iz te necenzurirane in nefiltrirane informacije predstavil v svojim medijem celovito zgodbo, je predstavil zgodbo, kot si jo želi lastnik medija, ne, je predstavil zgodbo, kot si jo želi urednik, kajti vse to so realne dileme ali pa realna dogajanja nekoga, ki dela v pač privatnem mediju, ali pa konec koncev tudi v javnem, se tudi tam so uredniki in tudi lastnik je znan. In dejstvo je, da je tukaj klinč novinarstva, da v resnici, če delaš v privatnem mediju, delaš v podjetju. Ne? Podjetju, ki zasleduje določene cilje, ima določen namen, zato ga je nekdo ustanovil. Enkrat pred leti, 2 leti nazaj, je na našem podcastu Peto kolo Ali Žerdin rekel, da v Sloveniji ne obstaja medij, ki ne bi delal izgubo na trgu in ga financira nekdo z namenom, da ta medij obstaja. Zdaj pač to je zdaj spet nepreverjena informacija. Jaz mislim, da nekateri mediji sicer delajo vsaj nulo. Je pa dejstvo to, da večina medijev, vsaj po moji izkušnji, kar poznam novinarjev, je vedno vprašanje, zakaj se je nekdo odločil, da je njihov lastnik in zakaj to financira. In kot novinar imaš zelo preprosto in hkrati eno najtežjih dilem v svojem življenju je to, da pač se moraš delno s tem sprijazniti, da obstaja pač znan lastnik z znanim namenom in da si v tem podjetju pač uslužbenec. In ti si karierno lahko odločaš, če banaliziram, da si v življenju želiš delati žeblje. Ne? Torej ne boš iskal zaposlitve v podjetju, ki dela šraufe. Ne? Če se boš s tako idejo zaposlil v podjetju, ki dela šraufe, boš pač izjemno nesrečen. Ne? In lahko se dan na dan pritožuješ, da to podjetje dela šraufe, ti bi pa rad delal žeblje. Ampak na konec dneva ali boš prepričal celotno podjetje, da se preusmeri, boš ustanovil svoje podjetje ali boš pa najdel podjetje, ki to že dela. Ne? In to je brutalna realnost novinarskega poklica. Edini novinarji, roko na srce, ki si lahko privoščijo večjo mero nekega boja za integriteto, novinarske standarde ali karkoli že hočete to imenovati, od teh krelatic so ljudje, ki pač delajo v javnem mediju. Če ne drugega, zato ker imajo pogodbo za nedoločen čas. Ne? In dokler opravljajo svoje delo, jih pač težko ali skoraj nemogoče pospremiti skozi vrata. Ne? Hvala Bogu. Ne? Tako da in
Brutalna realnost novinarskega poklica je to, da ko si enkrat ujet med, pa res nočem biti preveč ciničen, ampak ko si enkrat na koncu meseca ujet med to, boš pač plačal položnice ali mirno spal, se moraš pač odločiti med enim in drugim in sprejeti kompromis sam s sabo. Ne, midva sva mlada, nimava družine, sva vedno do zdaj, se mi zdi, da sprejela tisti kompromis, da pač bova vzela iz rezerve in raj mirno spala in dala odpoved. Ne? Ko pa enkrat nisi v tej situaciji, imaš pa pač dilemo toliko večjo. In jaz mislim, da je zato zelo nehvaležno, ko marsikdaj, sploh na socialnih omrežjih, prebirate mnenja anonimnežev o delu novinarjev, o delu specifičnih novinarjev v specifičnih medijskih hišah in se ocenjuje njihove odločitve, njihova pisanja, njihova oglašanja in tako naprej, predvsem skozi nek kalejdoskop kulturnega boja, je to izjemno nehvaležno, ker ti novinarji so tudi ljudje in za te novinarji ne veste, kaj se jim dogaja v življenju, kakšne življenjske odločitve sprejemajo, zakaj sprejemajo te odločitve. In najbolj žalostno pri vsem skupaj se mi pa zdi napadi na televizijske voditelje, ne, ker zdaj imam končno priložnost to enkrat povedati, pa se prečujem, če sem malo predolg. Bogi reveži od televizijskih voditeljev niso nič dolgi, pa nič krivi. Ne? Oni večinoma 90% preberejo to, kar je napisano na bobnu. Ne? Oddaja, taka kot nastane predvsem zaradi odločitev urednika. Ne? In mogoče, ko boste naslednjič gledali televizijsko oddajo ali pa informativno oddajo, boste kdaj, če boste dovolj časa, dovolj redno spremljali eno in isto medijsko hišo, boste ugotovili, da je različen ton glede na urednika. Ne glede na voditelja ali celo mogoče ne glede na večino novinarjev, ki sestavljajo tisto zadevo. Seveda vsak novinar da nek svoj značilen ton, ki smo ga navajeni, ampak najbolj bizarno mi je, ko se te anonimni troli, če hočete, spravljajo na tiste ljudi, ki jih vidijo na televiziji, ne? Urednik je unkaj spodaj na koncu. Ja, čist na koncu daje ta zadnji tam nekje dol podno. Ne? In če se vrnem nazaj na originalno vprašanje lastništva, seveda koncentracija lastništva v Sloveniji je en resen problem. Zdaj, gospod Milosavljević me bo lahko faktografsko popravil, ampak jaz bom zgolj tako z širokim čopičem to naslikal. Če imate vi 3-4 medijske lastnike radijskih postaj in v resnici 3 lastnike velike večine televizij, ki imajo kakršnokoli gledanost, puste televizije, ki jih gleda 6 ljudi, pa pol, tisti nima smisla, ampak in potem imate še v bistvu nekaj časopisov, ki imajo nek resen doseg, pa potem eno malo morje časopisov ki so nišno usmerjeni in pokrivajo neke poklicne skupine ali pa nekaj, kar že ljudi druži vnaprej. To je prikaz svobode. Ne? Če vi gledate, recimo, karikiram, poslušate 15 različnih radijskih postaj, lastnik je pa isti in informativni program se dela v isti stavbi, samo v različnih nadstropjih, to je privid nekega svobodnega trga. Ne? In Slovenija konec koncev ima določen problem s tem. Sploh zato, ker kadarkoli pridemo na debato, sploh o radijskih postajah, gotovimo, da je tukaj mogoče še najhujša situacija. Televizijsko-informativni program, recimo, ki ga malo bolj spremljam, si razdelijo vse gledalce, ki so praktično veliki večini, po moje 4 televizije, 4 programi, kjer je itak polovico pobere Pop TV, drugo polovico si razdelijo vsi ostali. Ne? Tako da je mogoče z tega vidika so bila ali pa še vedno so družbena omrežja priložnost nadzora, če tako rečem, nad novinarji. Ne, v smislu, tudi novinarji so ljudje, tudi novinarji imajo svoje interese, lastniki podjetij, kjer delajo novinarji, imajo interese. Problem je v tem, da se je to do določene mere izrodilo v to smer, kar je že dr. Milosavljević nakazal, namreč, da kroži 1001 teorija zarote, kjer je ljudje vedno bolj, ne vem, so nagnjeni k temu, da jim verjamejo. Ne? Ker če se jaz spomnim, ko sem hodil v to
je pomembna splošna razgledanost, je pomemben pristop do informiranja, je pomemben, kako iščemo informacije, vse to so nam ubijali 4 leta v glavo, če ne drugače v 4. letniku pri filozofiji. In vse to te naredi roko na srce drugačnega. Ne? Sej marsikdo vam kdaj očita, da ste bodoča elita in še kaj podobnega, jaz mislim, da je prav, da ste na to ponosni. Ker v svetu, kjer lahko krožijo stvari, da je zemlja ploščata in da COVID dobimo z ne vem kjero luno ali kaj so bile že neke neumnosti in to verjame toliko ljudi, da pač stranka, ki kandidira na volitvah, skoraj pride v parlament, pol te resno skrbi. Ne? Samo da zaključim pa 2 povedi, ker bo to verjetno naslednja stvar, o kateri smo pogovarjali, je pa zelo spolzka strmina od te absolutne, recimo temu, nepreverjene svobode proti poklancu navzdol do nadzora nad ljudmi, ki to objavljajo, do nadzora nad informacijami, ki jih posredujejo, do boja z dezinformacijami, ker sploh na političnem področju, kjer vsaka stranka, leva, desna, zgornja, spodnja, izvaja propagando zase, je to malo tako, kot je meme, ki stojijo 3 Spider-Man in kažejo drug na drugega. Ne? Klej smo nekaj s političnimi strankami, ne? Drug od drugega obtožujejo o dezinformacijah, vsi imajo pa pač prst v tem, oziroma roko v tej škatli s piškoti. Toliko zaenkrat. Če smem samo... samo eno čisto, bi rekel, finančni vidik, namreč, da ne bo pomote, naši mediji so večinoma po vseh računovodskih izkazih še vedno, torej glavni mediji so še vedno lepo dobičkonosni. Samo pač razlika je ta, da za razliko od prejšnjih let to dosegajo tudi z zelo brutalnimi rezi v redakcije, v zaposlovanje, v stroške in tako naprej. Drugače so bili mediji v tej državi že v 80-ih letih tudi tržno izredno uspešni. Smo imeli zelo veliko tržno, zelo uspešnih projektov. Recimo revija Jana je imela nekoč 100.000 naklade. Nepredstavljivo danes. Mladina je imela konec 80-ih let približno 100.000 naklade. In se spomnim, so neki kolumnisti takrat razlagali, oni niso vedeli, kam bi z denarjem. To so ljudje dobili, za vsako kolumno so dobili približno 2.000 evrov. Kolumno. Niso vedeli, kaj bi počeli. 100.000 evrov, revija pa taka, pa stroškov tok pa tok, pa zaposlenih tok pa tok. Okay. Potem smo imeli Delo, potem smo imeli seveda Pop TV. Delo je imelo v lepih časih 55 milijonov prihodka in več kot 10 milijonov čistega dobička. Dnevnik je imelo malce manj, ampak vedno so imeli krasne dobičke. Pop TV večinoma krasne dobičke. Prvih nekaj let seveda, da so priplavali na površje, finančno in sicer z rejtingi, ampak krasni dobički. Več kot 70 milijonov prihodkov, 10 plus milijonov evrov čistega dobička. Novinarji, uredniki so imeli v teh medijih krasne plače. Večinoma so bili seveda vsi polno zaposleni, niso bili na pogodbah. Tudi danes je večini teh medijev, z izjemo manjših medijev, so lepo zaposleni za nedoločen čas. Imajo to osnovno varstvo in tako naprej. Seveda se potem tudi danes zakonodajo omogoči, da se koga odpusti brez velikih težav, ampak imajo službe za nedoločen čas, ponekod imajo nekateri uredniki še vedno izredno lepe plače. Nekoč, 20 let nazaj, glavni uredniki in ostala uredniška ekipa na Delu je že pred 20 leti imela skoraj 10.000 evrov bruto mesečne plače. Zdaj pa preračunajte, koliko bi bilo to danes, glede na rast življenjskih stroškov in tako naprej. To je bil atraktiven poklic, to je bil finančno atraktiven, dinamičen poklic in medijske hiše so bile bogate. Imeli pa smo težavo, imeli smo pa že od nekdaj lastnike, ki so takrat, ko so imeli 3 milijone dobička, so bili nesrečni, ker so hoteli imeti 4 milijone. In so to tudi objavili. So rekli, imamo rekordni dobiček, ampak nismo zadovoljni, pričakovali smo 4 milijone. Naslednje let je imel 4 milijone dobička, nismo zadovoljni, morali bomo varčevati in odpuščati, ker smo načrtovali 5 milijonov dobička. Hočem reči, nikoli ni v redu. Če imaš ti grabežljivega lastnika, noben dobiček ni dovolj dober. Ni bilo izgube. Ko je bilo Delo v lasti pivovarne Laško, je imelo 10 milijonov čistega dobička, ampak vse je šlo v Laško za poplačilo njihovih direktorskih kreditov, ki so potonili tako Laško, vemo, kje je danes v lastniškem smislu, in seveda
ko se pri delu zgodile težave in kriza leta 2008 in tako naprej, so bili brez €1 praktično rezerve. Tako da imamo tukaj specifične težave, danes pa potem seveda ob tem imamo še časovne težave, namreč da so digitalni mediji in platforme so neusmiljeni tudi finančno in potem danes resnično tudi večji mediji imajo določene te težave, ampak danes še vedno so dobičkonosni, samo na malce bolj krut način. To sem hotel sam dodati. Ja, jaz bi samo mogoče zgodovinsko, samo en stavek, je tudi dejstvo to, da številke izvodov so tudi plod naročniške sheme, namreč vsi se lahko spomnimo tega, koliko tisoče in tisoče izvodov je bilo naročenih po recimo pisarnah javne prave in tako naprej, ker se mi zdi, da se je z letom mogoče 2008, ki je bila kriza, takrat še to porezal, ki je tudi javna prava začela vrčevati vse posod. Zanimiva bi bila, ne vem, če ima dr. Milosavljević podatek, jaz sem slab s podatki, ampak kolikšni del naročnin v bistvu je šlo v institucije. To pač sploh pred osamosvojitvijo se lahko spomnite, se je bil javna šala v tem smislu, ki vse ležijo cajtangi, ki pač so naročeni zato, da imajo pač cajtangi visoko, določeni časopisi, določeno visoko pač številko tiska in naročnin in tako naprej. No, jaz sem zato namenoma prej omenil Jano pa Mladino, ker so bili čisti tržni projekti, ki niso imeli veze z političnimi naročanji takrat. Pri Mladini kvečemo obratno, kvečemo bila tendenca, da se jih omeji in ali pa prepove seveda konec 80-ih let, pa so vseeno ljudje kupovali. Medtem ko pri teh časopisih je pa, bom povedal en kontekstualni podatek. Ena reč je bil razlog tudi kriza 2008, da so nekatere institucije začele naročati torej naročnine in tako naprej, ne samo zato, ker bi bilo to po neki državni liniji in volji, ampak veste, kaj se je zgodilo? Clipping agencije so se zgodile. Zasebne agencije, ki so izrezovale članke, jih skenirale in jih začele nalagati na spletno stran za naročnike ali jih pa pošiljati po mailu. In ta medij je izgubil bralce, je izgubil naročnike, če sem natančnejši, izgubil denar na račun teh agencij. Ti si od Clipping agencije dobil vse, kar si rabo, po svojem priimku, po firmi, po tem in onem, in mnogi so seveda odnaročili fizične časopise, prihranili stroške in šli na Clipping. Samo Clipping ni plačal ustreznega denarja tem medijskim hišam. Še zdaj se glede tega razpravljajo. Zdaj mislim, da je naslednji teden ravno neka novela se obeta Zampa in podobnih reči, koliko morajo te agencije, ki so na ta račun pobrale veliko denarja, plačati medijskim hišam, ampak to samo tako kot kontekstualno, da se stvari... Če veste, kaj Clipping je. Clipping pomeni, da ta agencija poskenira članke in potem ti se naročiš, v smislu rečeš, jaz bi rad, ne vem, na te in te ključne besede, se pravi, ponovadi so to, ne vem, pri posameznikih njihova imena in priimki, mogoče podjetja, stranke, pa morda še kakšne teme, ki jih zanimajo in potem ti pošljajo po mailu pač točno tiste članke, v katerih se tvoje ime pojavi. Se pravi pač... Ali pa ime koga drugega, ki ga ne maraš. No, ime je tisto, ki si se naročil na Clipping, se pravi, če si se naročil pač na Clipping na Martina Nachtigala, pač v vsakem časopisu, ko se je pojavil Martin Nachtigal, pač boš dobil tiste članke, v katerem se je pojavil. Definitivno slaba investicija. Grem še jaz, mogoče bom prav starant, ker smo kar nekaj tem odprli. Mogoče bi jaz pogledal na en ta vidik. Če se vprašamo, zasebni mediji oziroma ali je to zdaj problem za demokracijo ali ne, v teoriji ali pa v preteklosti je bil medij pač v biznisu prodajanja novic in zgodb. Se pravi, medij je živel od tega, da je pač poiskal dobre zgodbe, jih preveril, imel dobre informacije z dobrimi kvalitetnimi novinarji in potem to objavil in to prodajal in ljudje so to kupili. Za razliko od tega socialna omrežja živijo pač od tega, da ves čas monetizirajo oglaševalcem. Se pravi, pač v teoriji, v preteklosti je bilo mediju v interesu, da je imel zanesljivo zgodbo, da je imel kvalitetno zgodbo, zato ker so zaradi tega bili ljudje naročeni, ker so rekli, ok, tam, če preberem nekaj, kar piše v časopisu, če preberem nekaj, kar piše, oziroma pač poslušam po radiju, kakorkoli, lahko temu verjamem, ker je to kvaliteten medij. Na socialnih omrežjih že od začetka tega ni, ker tam ni point iskanja informacij, tam je point ohranjanje pač vas, da boste čim dalj scrollali.
Ali je bilo to včasih na miški, ali je to zdaj pač na telefonu. Ne? In zato pač algoritem skrbi za to, da vi čim dalj časa scrollate oziroma da postate pač stvari, ki jih bodo drugi potem scrollali, vmes pa pol časa gledali reklame. Ne? Zdaj problem je v tem vmes ratu, da mediji niso več to, kar so nekoč bili. Zdaj iz različnih razlogov so vedno mediji bili v bistvu taka zaželjena področje za vpliv na ljudi, se pravi, politika je vedno imela interes, da bi pač prek medijev vplivala na svoje, ali pa tudi neko gospodarstvo, kakšne večje podjetja. Zdaj, če imamo mi nek običajen trg, se to ponavadi pol zbalansira tako, da se pač recimo mediji, so mediji, ki imajo nazorsko v narekovajih bolj desno politiko, pa mediji, ki imajo v narekovajih nazorsko bolj levo, lahko je to tudi kako drugače, ni nujno, da je prav to, kot mi razumemo levo pa desno, ampak ne. In če imamo normalen trg, potem pač oboji nekako uspevajo in oboji tudi potem so neke vrste varovalka za ta drugega, ker tudi če si ti, lev časopis, ne, moraš paziti, kaj pišeš, ne, lahko ti mal, itak da vsak novinar, vsak urednik iz nekega svojega zornega kota pač določene stvari vidi in posledično tudi prenaša naprej, ampak si zavezan določenim standardom, ne, ki rečemo lahko tudi novinarska etika, ne, oziroma pač novinarski standardi, ampak v praksi, če imaš ti na obeh straneh močne medije, se te mediji med sabo varujejo, ne? Ker pač, če ti objaviš neko preveliko neumnost, bo ta drug medij objavil, kako neumnost si ti objavil in bodo ljudje videli, ker tudi ljudje pač spremljajo oboje, ne? In se bodo pač razširila informacija o tem, kako bedarijo si ti objavil kot resno novico in bo te padla naklada. Ne? To je bila recimo v teoriji ali pa v preteklosti, ali pa recimo v zahodnih demokracijah je to bolj razvito, ne? Tudi neke vrste varovalka, kako se pač različni mediji tudi malo med sabo ščitijo. Zdaj, če imaš ti medijski prostor, ki ni uravnotežen, se pravi, da imaš ti na eni strani recimo zelo močno, bom rekel to medijsko krajino, na drugi strani bistveno šibko, potem si lahko privoščiš na močni strani, da kakšne stvari lažje gredo čez, ker nihče z dovolj močnim zvočnikom ne opozori, da so pač neke stvari netočne. Ne? Zdaj, kako se vpliva politično, ne? Če se vrne na začetek, kako se vpliva na to, običajno niso to tipične laži, kot si mi predstavljamo, da ti se kar nekaj izlažeš in to objaviš. To se zgodi, ampak se redko. Ne? Vpliv se dogaja na bistveno drug način in sicer prek tega, ko izbiramo, kaj bomo objavili in kaj ne. Se pravi, ti imaš seznam novic, v Sloveniji se vsak dan zgodi, 150 stvari, o katerih hipotetično lahko poročaš, po svetu se zgodi milijone stvari, o katerih hipotetično lahko poročaš, se pravi, uredništvo naredi filter. Zdaj, kaj mi filtriramo, je pa malo odvisno od tega, kak je naš interes oziroma kak je interes mogoče našega lastnika. Ne? In potem pač recimo, če smo mediji na strani, desnice, ne, bomo potencirali vsako neumnost, bedarijo majhno, ki se je zgodila, v vladi in pozabili na vse napake opozicije oziroma obratno. Ne? Če smo provladni mediji, bomo pač iskali vsako napako, na Janezu Janši in Mateju Toninu in Anžetu Logarju in hkrati spregledali afere, ki jih recimo pač dela vlada. Ne? To so tisti načini, to je prvi način, kako se pravi, ena je izbor novic, pač in se pol delamo, pa se nam ni zdela tako pomembna novica. Ne? Pač, ne? To je ena stvar. Druga stvar, kako mi potem to predstavimo. Ne? Če mi predstavimo, vlada iz evropskih sredstev potegne na 1 milijon evrov, ne? Lahko rečemo, super, 1 milijon evrov bomo zgradili lahko po poplavah 100 hiš iz tega. Lahko pa rečemo, prejšnja vlada je potegnila 5 milijonov evrov, kako je naša vlada nesposobna, ko je potegnila samo 1 milijon evrov. Se pravi, stvar je tem, kako perspektivo, pa zdaj malo načrtno pretiravam, ampak hoče reči, kakšno perspektivo damo. Ne? Potem naslednja stvar je, kaj vpraša novinar, recimo, ko pride na tiskovno konferenco. Ne? Kakšno vprašanje postavi, a vpraša tisto, kar je relevantno, a vpraša tisto, kar pač recimo nek politik hoče slišati oziroma na kaj hoče odgovarjati. Ne? In potem je pa še naslednja stvar, koga izberemo mi za sogovornika. Mi imamo v Sloveniji pač 10 ustavnih pravnikov, ne?
ampak te ustavni pravniki imajo lahko zelo različna mnenja. Ne? In zdaj mi pokličemo v studio enega ustavnega pravnika in ga vprašamo, kaj vi mislite o tem pravnem vprašanju. Ne? In zdaj bom sam zelo jasno karikiral, ne? Če imamo mi recimo 9 ustavnih sodnikov, pa je en od tega bivša direktorica Mirovnega inštituta, ne, zelo aktivistična, recimo na levi, ne, bo dala recimo kot ustavna sodnica z isto titulo, ne, mi smo kot mediji lahko smo rekli, ne, smo povabili ustavnega sodnika v studio, bo dala bistveno drugačno recimo stališče, kot pa če bi vprašali, ne vem, Klemna Jakliča, ne, ki je pa recimo nazorskom nekoliko bolj na drugi strani, ne, pač recimo boste verjetno, če bi vprašali isto vprašanje, dala diametralno nasproten odgovor, ampak oba imata titulo, se pravi ustavni sodnik, se pravi recimo v tem kontekstu za neukega gledalca, ki to pač spremlja, ne, je v smislu, je novinar vprašal zelo nerelevantnega strokovnjaka, dobili smo pa zelo različne vprašanja. Tako da to se mi zdi, tisto, ne, tukaj se dela ta pristranskost, ki potem vpliva recimo na to javno mnenje in ko so mediji to začeli pač preveč delati, ne, delno v imenu svojih lastnikov, delno v imenu interesov, v katerih so delali, so potem zgubili velik del zaupanja in so se ljudje potem toliko bolj obrnili in na socialna omrežja, kjer so lahko pač te stvari potem prebrali kot razkrinkane, recimo, ne, delno pa potem, se pravi, ker je padla naklada, potem so pa začeli še dodatno rezati, ne, in danes je sicer res, da velik del medijskih hiš verjetno posluje vsaj z neko pozitivno nulo, vprašanje pa je na kak način, ne, redko kjeri imajo še ta core biznis, da bom rekel, da prav v tistem tradicionalnem, kot sem začel, ne, prodaja časopisov, zgodb, ne, za to, da dobiš naročnike. Ne, in se potem to pač zelo pogosto uporablja medije kot recimo bom rekel ali neke vrste pač reklamo oziroma zavarovalno polico za določene, ne, poslovneže, ki pač so lastniki teh medijev in morda z njimi delajo zgubo, vsaj z nekaterimi vem, da se dela zguba, ne, da potem imaš nek vpliv na družbo in lahko rečeš in tudi držiš po drugi strani recimo politiko nekoliko v šahu, da lahko rečeš pač, ne, če ne boste uredili zakonodaje na področju smeti, tako kot nam ustreza, bojo pač vse radijske postaje žgale po vas. Ne? Če ne bomo mi dobili posla gradbenega, ki smo lastniki enega večjih medijev, ne, bomo pač žgali po vas. Ne? Če ne bomo, ne vem, če boste posegali v naše združevanje telekomunikacijskih omrežij, bomo pač užgali po vas z medijem, ki ga imamo in je v naši lasti. To je, se pravi, bom rekel, do neke mere realnost, ne, ki jo danes imajo mediji, zato je, če zaključim, ne, ključno, da se zavedamo, kdo so lastniki medijev in kaj so njihovi interesi, ker od tega je zelo odvisno, ker načeloma vsak medij recimo poskuša biti kar se da objektiven, razen tam, kjer prodaja svojo agendo. Ne? Zato je pač fajn mogoče razumeti, kje je tista agenda, ki jo prodaja in potem tudi na podlagi tega, ne, razumeti recimo, če sam še eno stvar povem, ko spremljamo recimo v tujini, ne, od vojnih področji, ne, ima Al Jazeera, se mi zdi po moji oceni nekako eno večjih dopisniških mrež, ne, ampak, če gledamo iz Ukrajine, kjer Al Jazeera je v lasti katarske vlade, ne, v Ukrajini recimo katarska vlada nima nekih resnih interesov, zato je tam sorazmerno verodostojno poročanje, ne, v Gazi ima katarska vlada je zelo pač tle involvirana, ne, kot arabska vlada in je pač posledično tudi poročanje iz Gaze na Al Jazeeri bistveno manj objektivno kot recimo iz Ukrajine, ne, zato je, sem par primerov nanizam, kako se te stvari pač potem uporabljajo oziroma kako tudi mi kot publika, kot gledalci, bralci, ne, pač lahko, bom rekel, malo ta bias, ki se pojavlja, filtriramo in na podlagi tega ustvarjamo potem neko lastno mnenje. Ne. Ja, zdaj samo vprašanje, zakaj smo točno mi trije tukaj in nekdo drugi trije, ne, po mojem, gledam to, kaj je zdaj povedal. No, hočeš reči, da je zarota. Ne, mislim... Vprašanje interesa lastnikov. Mislim, hotel sem reči to, da če je resen medij, povab načeloma različne goste, ne, ampak zelo velikokrat imaš ti enega gosta, ki je v prispevku, ne. Pač televizijski novinar gre do enega strokovnjaka, ne, iz tega področja, ali je strokovnjak v narekovajih, ne, in pač prodaja potem tisto mnenje naprej. Ne. To hoče reči, da je pač zdaj lahko tudi je zadeva uravnotežena, lahko se relevantni vidiki podajo z različnih strani in je potem ta oddaja tudi zelo kvalitetna, ne, ampak
tam, kjer se dela, pa bom rekel, ta pristranskost, ne, kjer se poskuša vplivati na politične odločitve, se pa na tak način, no, bom rekel, to dela. Ne, in zato pravim, da je fajn to recimo imeti malo v mislih. Ne. Jaz sem hotel samo to replicirati, da v bistvu tukaj imamo ena taka nihanja. Ne. Mediji so seveda od nekdaj zasebni. Ne, seveda praktično so bili mediji v času socializma v vzhodni Evropi in povezanih državah in izjema so bile najprej državne radiotelevizije in kasneje javne, ker pač tudi BBC je na začetku bil državna radiotelevizija z zelo natančnim državnim političnim nadzorom in to je trajalo zelo dolgo časa. Ne, vi še v 70-ih letih niste mogli spraviti na BBC na radio marsičesa, kar je bilo v nasprotju s kakršnokoli politično idejo takratne vlade, v 80-ih niste tega mogli spraviti, na različnih področjih je še vedno bila prisotna to vrsta, recimo temu mehka cenzura, skratka daleč od neke idealne slike, ampak bila je pa boljša, kot pa pri medijih v socializmu. Ampak večina, 90% medijev je bila seveda od nekdaj zasebnih. Imeli so različne interese, ker nekoč je bil trg premajhen in pravzaprav ni bilo tržnega motiva, ampak je bil lastniški motiv. Lastniški motiv je pa bil širjenje nekih svojih idej. In že v času francoske revolucije glavni prostor razširjanja idej, bolj prek pamfletov in nekega poskusa množičnega tiska od Benjamina Constanta dalje, je bil pač tisk. Je bil poskus širjenja ideje buržoazije, meščanstva, glede tega, kaj se dogaja. In kasneje se to vse vleče v 19. stoletju, v Veliki Britaniji, vse povsod. In šele pravzaprav v 20. stoletju pride do tega, ali pa recimo, če greste brati slovenske časopise iz začetka 20. stoletja, pa še med drugo svetovno vojno, o moj bog, to je na naslovnici komentar časopisa A o časopisu B, ki piše dobesedno približno tako, če tisti idioti iz časopisa B mislijo, da mi padamo na njihove prozorne fore, zdaj sem malo sposodobil jezik, malo je bolj tak trubarjevski jezik verjetno, ampak če mislijo bla bla bla, potem se motijo, ker mi pa itd., oni nas žalijo, mi to vemo, oni lažejo, oni so in potem naslednji dan v drugem časopisu, teli včeraj so nam tole napisali pa to, ampak oni so v resnici tisti, ki so prodane duše in naj se nekam grejo in to je bil nivo, ki ga danes na Twitterju, da tako rečem, včasih težko vidiš. Resno, če imate preveč časa, da tako rečem, ali pa volje za kakšno seminarsko nalogo v Nuku, krasno sem si to večkrat ogledoval in bral in fotokopiral, to je zelo poučna zadeva. Šele kasneje se stvari malo civilizirajo, tudi v Zahodnji Evropi podobno. Tako da pridemo do nekih standardov, ki jih danes nekako uveljavljamo. Je pa nažalost, tudi v tem prostoru nažalost ne drži samo stvar selekcije, ki je osnovna stvar, seveda v kjerkoli po svetu imamo teorijo agenda settinga in podobne teorije gatekeepinga, ki govori o tem, kdo selekcionira, o čem se sploh govori, česa se ne, o čem se ne govori, katero fotografijo se bo objavila. Tukaj lahko pride fotograf, posname prazno vrsto, in naslednji dan se bo nekje v nekem mediju znašla fotografija, da kako je bila pa tamle na Škofijski gimnaziji, bila pa neka brezvezna razprava, na kateri so bili, ni nihče prišel. Ja, je prazna vrsta, ampak nekdo bo namenoma slikal tako, da ne bo nikogar v prvi vrsti, nekdo bo slikal tam, da se bolj vidi, da je več ljudi in tako naprej. To je vse stvar selekcije, so pa nažalost prisotne tudi laži. Jaz sam sem v minulih mesecih, še posebej, pa tudi v minulih letih, zasledil veliko neposrednih laži, tudi v kakšnih povezanih medijih in tako naprej sem zasledil recimo izjavo sogovorcev sicer, ampak recimo zasledil sem izjave o tem, da nimam niti minute novinarskih izkušenj, kar je bila tako precej absurdna izjava, ker vam pač v mojem izpisku tam iz knjižnice, če si jih pogledate, mislim, da je kakšnih 500 člankov in vseh ostalih reči, ki sem jih počel. In stvari včasih niso niti subtilne. Eno je, če nekdo reče, ta pa ta je slab ali pa nesposoben ali kaj podobnega. Tisti hip, ko rečeš, ta pa ta nima niti minute novinarskih izkušenj. Poročal sem iz Brusla, iz Strasbourga, iz Ženeve, iz Londona, delal sem intervjuje z stotinami glasbenikov, politikov in tako naprej. Vse je tam nekje v Kobisu in Sikrisu, v teh izpiskih iz člankov in teh reči, ampak vendarle nekdo to reče in nek medij to objavi. Jaz verjamem, da je pač medij zaupal izjavi sogovornika, ampak
to se zgodi. In tukaj se mi zdi, da se spet slabšamo v tem smislu, da se prenaša kultura z družbenih omrežij. Ker nekomu rečeš karkoli tako rekoč želiš. In tukaj smo imeli eno razpravo pred nekaj leti v čitalnici in jaz sem rekel eno zelo preprosto merilo za Twitter in za vse ostale stvari. A lahko tisti tweet, ki si ga objavil, prebereš na glas svojemu župniku? A ga lahko? Samo to pa mi povej. Ker to stvari, ki sem jih jaz videl v teh minulih letih, kaj se je ljudem zgodilo na Twitterju pa na drugih raznih platformah, to je osnove bontona ni. To je tako minimalna medčloveška higiena. Jaz lahko nekoga kritiziram, ampak v življenju ne bom uporabil vulgarne besede, žaljivke in podobnih stvari. Ne bom. Lahko ga kritiziram, lahko mislim, da je ta stvar slaba, lahko mislim, da je ta zakon slab, lahko mislim, da je nekdo neprimeren za neko pozicijo, lahko tudi upozorim, če je prišel do neke stvari pri sumljivem razpisu, ampak v življenju ne bom uporabil osebne žaljivke ali kaj podobnega. In to je neka osnovna higiena, ki je v medijih večinoma veljala, danes pa se mi zdi, da pač nažalost tudi pada. Če ne zmoremo razpravljati med sabo, pa če ne zmoremo kritizirati nekoga, ne da mu prekovnemo vse možne stvari z vsemi možnimi izrazi, ki so neprimerni, pa jih ne bi tukaj ponavljal, ker ste še mladoletni. Ampak vseeno, nikjer jih ne bi ponavljal, tudi če so polnoletni ljudje. Ne moreš jih ponoviti. Jaz ne bom tega govoril. Ampak pravim, to se spet slabša. Spet prihajamo na tisto nivo nekega komuniciranja, ki je bil prisoten pred 100 leti, pa se pravi, pozabljamo na te mejnike civilizacije. Če greste v novinarski poklic, ne se googlati, to je prvo pravilo, ker pač o sebi lahko preberete marsikaj, o svoji družini lahko preberete marsikaj, govorim iz osebnih izkušenj, o svoji partnerici lahko preberete marsikaj, starših, ja, tasto in tašči in tako naprej. Kar vam iskreno povem, da človek, ko se gre to igro, sprejme to, da če se je igral z ognjem, bo pečen. Problem je v tem, ko je kolateralna škoda. Ne? Ljudje, ki so v tvoji bližini, se niso odločili za tvoj poklic, ti si se odločil za svoj poklic. In tukaj se mi zdi, da je mogoče ena črta v pesku, ki si jo mediji v neki želji po senzacionalnosti, po klikih, po ne vem čem, so baš davno prestopili. In če ne drugega, je to ena meja, katere povratek si jaz zelo močno želim, tudi zaradi osebnih izkušenj. Drugače pa zgolj, ker je dr. Milosavljević omenil časopise iz predvojnega obdobja, zgolj ena anekdota, ne. Urednik enega izmed glavnih časnikov v 20 letih prejšnjega stoletja ne je bil tako dobro plačan, da mu je zavidal župan Ljubljane, ker je živel v Slonu, ne, in vsak dan tam jedel zajtrk, kosilo in večerjo. In obenem, kar se pravi o standardu urednikov in novinarjev takrat, hkrati je pa imel poskus recimo temu socialnega omrežja, namreč uporabljajo dopisnike, ki so bili absolutno nepreverjeni, kar se tiče njihovih informacij, in lahko se izjemno zabavate, tako kot je dr. Milosavljević predlagan, greste to prebrati, kako so recimo objavljali recimo zgodbo o tem, da je umrl nekdo, in potem so čez 2 dni objavljali popravek, da opala, ne, jaz se nam je oglasil, da pač ta človek je še živ in se opravičujemo, ker je naš dopisnik očitno ni preveril te informacije, in je to v bistvu bil nek, če hočete, tiskana socialna omrežja, ker so ljudje pošiljali svoje prispevke, oni so jih objavljali skoraj da večinoma nepreverjene in potem objavljali popravke na popravke. Tako da očitno ljudje že, ne vem, od pameti veka imamo željo po senzacionalnosti ali pa po sporočanju svojih misli, saj ne vem, mislim, da najstarejši, kako bi se temu rekel, pritožbeno pismo o nezadovoljstvu stranke je nekje iz egipčanskih časov, ko so mu dobavili napačno količino olivnega olja, ali nekaj tasga je štorija, ne vem, vaš profesor zgodovine popravil, ampak nekaj tasga je. In se mi zdi, da ta nagnjenost k temu, da želimo komunicirati svoje frustracije, je nekaj, iz čegar se v bistvu koncept socialnih omrežij pač napaja. Ne. Če odštejemo ta tržni vidik, ki ga je prej Peter razlagal. In
si zelo želim še kakšnega novega vprašanja, ker zdaj smo že skoraj tako komunike pravimo, mladina je pokvarjena in ne vem, kaj je tisto vodnjako pred par tisoč leti. Jaz sem samo hotel to dodati, da ne samo Egipt, v starem Rimu so imeli prvi tovrstne 2 publikaciji. Ena je bila nekakšen uradni list, v katerem so imeli vse nove zakone in vse ostale stvari, potem so imeli pa en, kjer so pa zapisali, bi rekel, pomembne informacije, kdo se je s kom poročil, pa kdo je kaj. Ugante, kateri je bil bolj popularen. Ne? Kaj nas brigajo zakoni, pa vse ostale reči, važen je, kdo je umrl, pa kdo se je poročil, pa komu se je rodil otrok, človeška narava. Bi pa samo to razliko naredil, ko omenjamo to, ne, if you can't stand the heat, don't go in the kitchen, ne, in tako naprej. Seveda, se absolutno strinjam, samo ena pomembna stvar mi je, torej, od anonimnih trolov ne pričakujem narekovaju nič, oziroma lahko pričakujem samo najslabše. Ko gre za medije, ko gre za ljudi, ki naj bi bili bodisi politiki, bodisi novinari, pričakujem minimum bontona. Samo to je ta razlika. In ko to zagledaš v nekem mediju ali ko nekaj reče, objavi ali nekdo, ki je politika na neki relevantni funkciji, potem sem pač blago rečeno presenečen. Samo zato gre. Anonimnih trolov pa, ne, Bog se jih usmeri. Funkcija. Se pravičujem, jaz sem v mislih imel etabliran, mislim, v medije, ne anonimnike. Anonimne že odštejem, ampak v medijih, ki so v medijskem razvidu. Jaz pa ne želim tega videti v medijih, ker se mi zdi, da mediji morajo ohranjati nivo. Ja, problem sodobnega časa je pa to, ne, da se pravi prvo, da so se te meje znižale, se pravi, če je eden šel pod nivo, pol nekako publika od drugega tudi včasih pričakuje, a zdaj pa vi ne boste nazaj. Ne, to je eno. Drugo, kar je to, da včasih je bila ključna stvar, mislim, včasih, kot je gospod Miloslavljević rekel, no so to malo valovi, ne, se pravi, smo slišali prej, že v 20. stoletju so bili te tabloidi, recimo, če jim tako rečemo, ne, ampak recimo nekje v sodobnem času se je nekako spostavila nek standard v smislu novinarstvu, da je ena ključnih stvari pač preverjanje informacij. Ne. Se pravi, da ti, zdaj, če ti je samo nekdo, če si, marsikomu je lahko Twitter, bom rekel, primarni vir ali pa socialna mreža, kaj nekaj vidiš, ali pa če ti nekdo nekaj pove, ampak ni zadost. Ne, načeloma pač preverjaš, ne, vsaj 2 vira, recimo, da lahko pol neko stvar rečeš, ok, recimo, da je verjetno res približno tako. Ne. Problem tega je ratu, ker je to prvič zahtevno in drugič časovno potratno. Ne? Se pravi, če si ti, danes je pač se lovijo pogosto minute, a ne? Ali pa sekunde, da rečem. Ne? Se pravi, če je konkurenčna medijska hiša objavila zdajle in pač bomo mi sicer po novinarskih standardih preverjali informacije, pa objavili čez 2 uri, ko bomo dejansko uspeli preveriti, ne, je naš problem to, da naše preverjene novice ne bo več noben bral, ker so vsi že prebrali pred 2 urama ali pa pred 1 uro pač tisto, kar so objavili takoj. Ne, se pravi, ta presija do tega, da se sploh na spletu, ko pač je dejansko stvar on time, ne, je kar velika in se pač potem te stvari tudi včasih v imenu tega, včasih pa potem je to tudi malo izgovor, ne, v smislu, da pač se spuščajo določeni nižji standardi, pa so pa še malo novinarji leni, pa ne, gre malo se kakšna stvar čez, ne, oziroma pač so določeni interesi, da se morda kje zamiži na kakšno oko, pa se nekoga, ki je nekaj rekel, potem citira in se reče, ja, no, pa je rekel, ne. Tako, no, to hoče reči, da so te standardi in da je v bistvu na bralcih, ne, da je na bralcih, ali si želijo pač ta prvi senzacionalno, ne, to zdaj, če ste vi, ne, ali si vi želite kot bralci imeti ta prvo senzacionalno novico, ali si želite imeti bolj preverjeno in potem na podlagi tega tudi konzumirajte take medije, ne, ki jim pač bolj zaupate ali pa mogoče imate pač vtis, da vsaj bolj preverijo nekaj, ne, kar objavijo. Tako. No, pa če se kar dotaknemo še zadnjega vprašanja, torej kakšen je pomen medijskega izobraževanja za mlade, kaj in na kakšen način bi bilo dobro predati, kje naj mladi iščemo informacije in pa bi bila smiselna uvedba medijskega izobraževanja v šolski kurikulum. Se absolutno strinjam, to v vseh pogledih, da tako rečem, kar pomeni začeti treba zgodaj. Vedno me na nek način boli kot očeta malega otroka, ko vidim, kje ljudi, ki tako rekoč dojenčkom dajo v roke telefon. Da gledajo nek YouTube, da gledajo neke stvari, zato da se
pomirijo, ker se staršem ne da s tem ukvarjati. Jaz razumem, otrok je takšen, drugačen, ja, in tako kot mnogi starši uživam in sem predvajal svojemu otroku veliko pravljic iz Lahko noč otroci, ki so z veseljem poslušali in še vedno so izvrstne. Tudi tukaj je pomembna vloga recimo javnih medijev, se pogosto osredotočamo samo na informativno vlogo, jaz pa v Sloveniji, ki je majhen prostor, vidim izredno pomembno izobraževalno vlogo, kulturno vlogo, zgodovinsko vlogo, ki je noben medij drug praktično ne odigra, ker nimajo teh vsebin. V Sloveniji nimamo medija, ki bi delal skoraj recimo kulturne vsebine, dokumentarne vsebine in tako naprej, vsaj ne v nekem ustreznem obsegu, izjema so bolj one-offi. Skratka, otrokom, začeti je treba pri otrocih. In s tem se strinjam se z regulacijo, ki prihaja iz Avstralije, prepoved uporabe družbenih omrežij do 18. leta, iz enega zelo preprostega razloga, zaradi tega, ker je od tam izvira ogromno neresnic, ogromno manipulacij, ogromno nerealnih standardov, recimo glede videza, glede lepote. Ne? Vse je fotoshopirano ali pa seveda narejeno z umetno inteligenco in to pri nekomu, ki je bolj dovzeten za to, ki ga to bolj gane, lahko bolj pač prizadane in vidi sebe kot manj lepega, manj popolnega, manj zaželjenega in tako naprej. In to pušča neke hujše posledice. Še starejši so dovzetni za to, kako izgledam, pa kako sem tam, pa kaj vse bi ljudje popravljali, ne, pa tako naprej. Ok, so vsaj 18 let stari, ampak pri otrocih, najstnikih in tako naprej treba biti seveda izredno previden. In to je povezano potem že v tem času tudi z medijsko neko osnovno izobraženostjo. Nekoč se je pod to smatralo to, da se je ljudi učilo, kako se prižge računalnik, kako se kaj naredi na računalniku, kje je kaj, ne, pa miška, kaj je, pa tako naprej. Ampak kolega mi je razlagal, ni šala, kolega mi je razlagal pred leti in leti, da so imeli te neke tečaje za računalniško pismenost in so imeli neke skupine ljudi in ko je rekel eni dvema starejšima ženskama v tisti skupini, ko je vsem je rekel, da naj zdaj z miško povlečejo po ekranu navzdol, je gospa dejansko z miško povlekla po ekranu navzdol, fizično. Zdaj se sprašujete, kaj je miška, to je neka stvar, ki je pač obstajala pri računalnikih, bog ne daj, da omenim kakšen CD pa DVD, se zavedam, ampak neka taka tehnična pismenost je bila nekoč bolj prisotna, danes vi tako vse to bolj obvladate kot pa vsi mi starejši in potem se mi pogovarjamo o Facebooku, ki je vprašanje face what, mislim, kaj je zdaj to, vem pri mojih študentih, da praktično nikogar ni na Facebooku, imajo account, ampak ga ne uporabljajo nič at all, to je ena znanka, tam ena novinarka iz tujine, vedno pravi, ja, to je platforma za upokojence, in potem to vzamo humadonce, to je malo preostro, ampak potem, ko pogledam, koga imam najbolj aktivnega med mojimi znanci, ja, to so vse upokojeni, pač sicer novinarji, ampak vsi upokojeni tam in imajo čas in to komentirajo, ampak to je res Facebook, je res to postavil. Skratka, pismenost, izobraževanje na tem področju, projekti na tem področju, prej smo omenili tudi lastništvo, zdaj izvajamo 2 nova projekta Evropske komisije, Evropske unije, en je EUROMO, European Media Ownership, drugi del, delali smo ga že pred 2 letoma, poskušamo odkriti in ugotoviti najrazličnejše medijske lastnike v Sloveniji in po Evropi. In ne boste verjeli, to je precej skrita zadeva, ampak ne boste verjeli, veste, katere države to najbolj skrivajo? Kdo so pravi lastniki kakšnih stvari? Luksemburg pa Nizozemska. Ne Madžarska pa Hrvaška pa te običajni osumljenci. Ne, zato ker ogromno medijev je v resnici registriranih v Luksemburgu pa na Nizozemskem, kot nekakšne oaze. In ne želijo razkriti, pa seveda je ogromno medijev tam registriranih tudi se strani raznih ruskih, kitajskih in ostalih akterjev. In potem, če probaš ugotoviti, a je ta medij platforma za te pa te dezinformacije, za te pa te, to pa to agendo, propagando in tako naprej, ne moreš ugotoviti, ker je registriran nekje tam ali pa tudi še v kakšni drugi državi. Ne moreš ugotoviti, kdo je pravi lastnik nekega podjetja, recimo. Tako da tam se ukvarjamo z lastništvom, projekt Diakomet je ravno to, dialoško komuniciranje in problem etike, Diakomet. Dialoško komuniciranje in etika.
neko dvigovanje standardov, ki se je pač z družbenimi omrežji in potem povezano z mediji in zatem, ko so vsi ugotovili, da najbolj se pa ljudje razunamejo, ko je nekaj provokativnega in se pričakuje, da bo nekdo drug se odzval in potem, ko ti ne reagiraš, si tako rekoč čudak, zdaj bi moral pa unga zatolčiti, pa mu še hujše stvari nazaj reči, ne, in potem si tiho in potem vsi čakajo tako nestrpno. Najrajš imajo vse sovražne vsebine, najrajš imajo, Facebook ima najrajš sovražne vsebine. Veste, vi se še Facebooka skoraj ne spomnite, ampak pred leti je Facebook imel samo všečke. Niso imeli drugih znakcev spodaj, ampak ker niso mogli pogruntati, kaj ta znakec všeček pomeni, so naredili te dodatne znake in iz teh dodatnih znakov so po svojih podatkih ugotovili, da najbolj zanimive vsebine, kjer ljudje največ časa porabijo in največ komentirajo, je tiste, kjer kliknejo na znak za jezo. Potem je žalost, potem je pa ljubezen, pa zaskrbljenost, pa karkoli že. Ampak jeza je najboljši motivator za to, da ljudje to berejo, delijo, komentirajo, tudi v smislu, ko se ne strinjajo. Zagledajo neko negativno objavo in se užgejo. In za njih, in za Marka Zuckerberga je to super, za Elona Muska je super, porabljajo čas gor in oglaševalci pa prihajajo. Ne? In to je treba razložiti, dajmo se malo umiriti, dajmo se malo usesti, vem, da je to malo bolj dolgočasno, ne? Ampak dajmo mogoče malo umiriti zadevo, pa kakšen čaj spiti, pa bo. In v tem smislu medijsko izobraževanje je gotovo pomembno, medijska pismenost gotovo je pomembna, projekti na državni ravni, na mednarodni ravni in itd. Mogoče malo bolj na kratko. Absolutno, ne, na kratko, ok. Prva stvar je to, da tako kot ste zdaj stari, pa to, ko imate zdaj milega cajta pod Bogom, čeprav se vam zdi, da ga nimate, ga nikoli več v življenju ne boste imeli, verjemite mi. In nikoli več v življenju ne boste imeli dostopa na dosegu rok, tako kot imate zdaj, toliko enih revij, za katere pač šola plačuje naročnino. In če samo klep na hitro pogledano, imate stvari iz zelo različnih nazorskih pogledov, zelo različnih strokovnih pogledov in tako naprej in vzemite si čas za to. Verjemite mi, jaz vem, da se vam zdi naslednji test latinščine pač najbolj pomembna stvar na svetu, pa res nisem bil najbolj prijen dijak, kot bo potrdil dr. Pisk, ampak ni to stvar, ki bi vam vzela toliko časa, da ne bi bilo vredno si temu vzeti nekaj časa, odtrgati si ga iz urnika, ki ga imate, kajti samo preko informacij, preko medijev, preko stvari, ki si jih učite tudi v šoli, si boste ustvarjali neka očala, skozi katera boste celo življenje gledali na svet. In če so ta očala, imajo slepe pege, če so ta očala zamazana z določeno propagando, če so ta očala zelo nepopolna, nihče nima popolnih, ampak recimo temu zelo slabo sestavljena, boste čudno ali pa neracionalno ali pa neobjektivno gledali na svet celo življenje. In to boste lahko dosegli samo tako, da boste pač posvetili temu nekaj svojega časa. Drugače pač boste šli skozi življenje z nečim, kar sicer Slovenci nesrečno rečemo blažena nevednost, ne? Ampak blažena je samo za tistega, ki vam bo segal preko zakonov v vaš žep in tistega, ki vam bo preko medijev sufliral neko agendo, ki ni vaša. Ne? Pri tem specifično ste še dijaki ene šole, ki ima svojo zgodovino, ima tudi svojo sedanjost in ima svojo prihodnost in ste soodgovorni za njo. In ste tudi soodgovorni za državo in družbo, v kateri živite, kar slišite večkrat, se mi zdi, da tekom svojih šolskih let. In soodgovorni ste lahko samo, če ste tudi informirani. Ne? Ker če ne, ste glih tako ovce, ki se jih pač pelje strišt enkrat enim, drugič k drugim. In medijska izobrazba je gotovo ključna, tako kot je dr. Milosavljević rekel, da poskušate razumeti svet in ljudi okrog sebe in tudi znate ocenjevati, recimo temu, kam po domače rečeno veter piha. Kajti, če veste, kam veter piha, veste, kako obrniti jadra. Ne? In tudi, če znate brati vetrove, ste pripravljeni na nevihte, ker nevihte gotovo bodo prišle.
In brez vsega tega, se pravim, ste samo še eden izmed tistih, ki se vedno znova sprašujemo, kako za vraga je lahko, ne vem, tega človeka ali pa to opcijo obkrožil na volitvah, kako za vraga lahko razlaga, da je COVID posledica, ne vem, lune ali ne vem česa. Ne? In jaz mislim, da je medijska izobrazba, čeprav ni del nekega obveznega kurikuluma, konec koncev del vaših obveznosti do vaše prihodnje družine, vaše družbe in konec koncev države, v kateri vsi skupaj živimo, kajti drug od drugega smo odvisni, v kakšni državi živimo. In ja, mislim, da bom nehal, ker če ne bom začel naslednjo kitico. Ko se pogovarjamo o medijskem izobraževanju, se mi zdi, da je to ena stvar, ki se nam vsem zdi super, pa pomembna, je pa zelo veliko vprašanje izvedbe. Se pravi, jaz bil, bom rekel, zelo previden pri ideji, da imamo šolski predmet, obvezni predmet medijsko izobraževanje. Zakaj? Ker je zelo bistveno, kdo izobražuje in s kakšno agendo. Ne? Jaz sem bil, v času, ko sem se izobraževal v tej instituciji, sem tudi bil del debatnega kluba, ne, in smo hodili potem po teh turnirjih po državi, ne, in smo videli vse sorte, bomo rekel, profesorjev, ki bi bili verjetno prvi kandidati za poučevanje točno tega predmeta. Ne. Tako da se mi zdi, to je prva stvar, ne iti z glavo skozi v neko stvar, samo zato, ker se v teoriji sliši dobro, je treba tudi dobro razmisliti, kaj to v praksi pomeni in kaj v praksi v bistvu, kako v praksi pride do tega. Ne? Prva stvar, ki se mi zdi zaključna, je splošna razgledanost. Ne? S tem, ko ste vi splošno razgledani, ne, v bistvu imate zelo močen filter, da lahko že na prvi stopnji en kup, bom rekel, lažnih novic pogledate, pa vidite, se to je buča. Ne? Če mi nekdo prodaja, mislim, da je gravitacija ne obstaja, ne vem, da dež pada na vodoravno, ne vem kako. Pač, če imaš dovolj splošne razgledanosti, ne, ali pa če hočete, ne vem, ne bi se zdaj spuščal, no, ampak ne, že ta prva stvar je ključna. No. Se pravi, zato mogoče ni tako neumno včasih se tudi v gimnaziji kaj naučiti, ne, ker je to tisto, kar vam pol ostane, bom rekel, od splošne razgledanosti večini. Ne. Druga stvar je potem, da pridemo do točke razumevanja situacije. Ne. Jaz sem kar precej delal in v raznih mladinskih organizacijah in tudi po šolah, kakšen krožek in to. Zelo velikokrat sem doživel, ne, ko se dijaki ponavadi, se pravi nekje v vaši starosti, tam nekje od 16 do 19 je tisti razpon, ko se malo odvisno od tega, glih v katerem letu so mogoče volitve, ne, ker to pol malo vpliva, ne, če so glih aktualno volitve, pol mogoče koga malo prej zanima, ne, ali pa koga pol malo kasneje zaradi tega, ker jih ni, ampak v principu tam nekje od 16 do 19 se ljudje začnejo zavedati, zdaj smo pa stari 18, ali bomo zelo kmalu stari 18 in imamo volilno pravico. Zdaj je pa čas, da bi se mogoče začel malo informirati, da bom lahko to volilno pravico tudi nekako pametno izkoristil. To je taka tipična pozicija marsikakšnega dijaka, ne, pa mogoče tudi mnogih od vas. Moja izkušnja potem teh ljudi ponavadi je, da se, ko doživi to razsvetljenje, potem je 14 dni zelo aktivno spremlja medije, ne, in potem ugotovi, da v bistvu, ker če ti prej nisi nič spremljal 16 let, pa kar naenkrat odpreš, ne vem, pač rtvsalov.si ali ne vem, 24ur.com ne vem, ali pa Domovino, ali pa Novo 24, kar češ, ne. Ko ti to odpreš, prebereš tiste par novic, ne, ugotoviš, da nimaš pojma. Zato, ker te novice niso pač narejene kot učbenik, kjer ti vsak pojasne, ampak pač so del konteksta, ki ga moraš razumeti in ga nimaš, ker pač nisi spremljal nič, ne. Se pravi, je ključno, da si pol v tej situaciji, da začnete zgodaj, in da se pač z relevantnimi ali pa z zaupanja vrednimi ljudmi tudi malo pomenite v smislu v teh kontekstih. Ne. Recimo moja izkušnja je bila pač, ker mene je začel zanimati to, sem z očetom gledal pač skupaj TV dnevnik, ne, pa se mi je zdela neka stvar, ki je nekdo rekel tam čudna, ne, pa sem ga vprašal, ti, zakaj ta to govori, ne, pa mi pol kakšno stvar razložil, ne, in potem prek kakšnih še drugih mentorjev, prek kakšnih profesorjev in tako naprej prideš počas do tega, da začneš stvari razumeti. Se pravi, ne obupati prehiter, pa poiščite si, bom rekel, kakšno, imejte to željo in druga stvar je, imejte to željo,
potem, da ste informirani, ker zelo radi potem pa zapademo, sploh v času družbenih omrežij, v nek balonček, ko pač smo si izbrali neko pozicijo, ki nam je všeč, ki verjamemo in potem pač na družbenih omrežjih samo še te stvari beremo. Ne? Mislim, da obstaja neka aplikacija, ki se reče Ground News, ne? Ki so prav razvili točko oziroma funkcionalnost, ki se reče Blind Spot, ne? Se pravi, da te oni povejo, lej, te pa te novice si zgrešil, ker si bral večinoma te stvari, ne? Ker pač, kot sem prej rekel, ne, manipulira se v glavnem tako, da se kakšne stvari pozabi povedati. Ne? In tretja stvar, ko začnete spremljati, ne, lahko, kaj je ena taka zelo dobra presoja, je, da poiščete neko stvar, ki jo sami zelo dobro poznate, ali greste na nek dogodek, ne, kjer ste vi fizično in potem pogledate poročila iz tega dogodka. Ne, ker s tem se boste zelo dobro naučili, ker boste videli, ker ste vi bili na nekem dogodku, ne, ker ste vi videli, kaj so tam povedali, kaj se je tam dogajalo, koliko ljudi je bilo tam, ne, kdo je bil tam in potem, ko pogledate, kako so televizije o tem poročale ali pa mediji, časopisi, ne vem, radijske postaje, spletni portali, si boste bistveno lažje lahko ustvarjali tudi neko potem realno sliko, oziroma boste opazili lahko, bom rekel, neke te stvari, o katerih sem zdaj razlagal. Ne? Če hočete čist konkreten primer, mi da z Martinom sva oba bila mogoče aktivna, tudi kdaj pri Stični mladih, pa sva potem tudi iz tega vidika malo bolj to spremljala. Ne? Jaz sem z veseljem včasih pogledal, zanimanjem, no, ne z veseljem, z zanimanjem, drugače rekel, ne. Poročila o tem, ne, ko se je recimo zbrali 7000 mladih v Stični, kjer je bil izjemen festival, kjer ga je organiziral, ne vem, 100 plus drugih mladih, ne. In sem potem pogledal, kako se je o tem poročal, recimo na televiziji, ne. Eno leto vem, da recimo večina televizij o tem sploh ni poročala, so pa recimo istočasno poročali o festivalu Buč, kjer se je zbrali 10 kmetov, ki so tekmovali, kjer je pač prinesel večjo buč od v Mozirski gaj, ne vem kam. Ne? Hočem reči, tukaj se pol, recimo pa zdaj to je en primer, ne? Ampak hočem reči, to so neke konkretne stvari, kjer lahko pol sami, ne, če greste na nek dogodek ali pa poznate neko zadevo, lahko pa lažje tudi vidite, kako je nekdo o tem poročal. Ne? Zdaj pa res, da se morate zavedati tudi tega, da vsak ima nek svoj lasten bias. Ne? Pač v smislu, jaz bi si želel, da bi, ne vem, v Stični poročali pozitivno, ker sem prinesel dolov takrat. Ne? Se pravi, je tudi tle neka iskrenost sam do sebe, da se pa pač tudi tega zavedaš. Ne? Se pravi, da zdaj ne zbereš potem unga medija samo zato, ker je o tistem enemu dogodku, na kjermu si bil pač poročal tako, kot si ti želiš. Ampak tako, če greš na več, pa malo to pogledaš, pa pofiltriraš, pol hitro vidiš, pač, ne, a se je 100 ljudi zbralo, a se je 10 000, ali ne, pač, ker se nam je zgodilo že v Sloveniji, da smo imeli na istem dogodku z vidika enega medija 100 ljudi, pa z vidika enega drugega medija 10 000. Ne. Jaz, ko sem bil tam, pa sem jih nekako naštel, pač približno 3500. Ne. Recimo, pač, hoče reči, ne, to je tisto, kar pol recimo vam da lahko tudi nek praktičen vtis, ne, kaka je pač realno stanje. Jaz, če smem samo eno vendarle repliko, bi samo dal. Osebno mislim, da je medijsko izobraževanje in medijska pismenost dejansko zelo pomembna in da bi jo potrebovali, tudi na ravni srednjih šol. Ne glede na to, kakšen je lahko kje individualni potencialni učitelj ali kakorkoli že, ker po tej logiki potem v srednji šoli tudi ne bi imeli filozofije ali pa sociologije. Posod je lahko nekdo in posod vstopa v to nekdo, ki ima neko svojo perspektivo. Nekdo ima pri filozofiji raje tega filozofa in mu daje več pozornosti, nekdo ima pri sociologiji raje tak pristop, imamo različne sociološke šole in tako naprej. Ampak zaupamo v neko njihovo profesionalno presojo, kaj točno znotraj nekih kurikulumov in tako naprej pač naredi. Po drugi strani pa se mi zdi, da je za mlade danes vstopanje v to medijsko in socialno-medijsko krajino bistveno teže, kot je bilo pa tako rekoč kadarkoli v preteklosti, ker imamo bistveno več mednarodnih akterjev, ki želijo manipulirati z nami in z vami, od Rusije in Kitajske in tako naprej. Ursula von der Leyen zdaj govori o evropskem demokratičnem ščitu in to je namenjeno predvsem pred tovrstnim zunanjim vplivom, ki želijo vnesti nemir, razdor in vse ostale stvari in seveda potem porast nekih avtokratskih in tako naprej režimov v Evropi po zgledu Rusije in Kitajske. To so pač tuji interesi. Zdaj bomo to kar tako dopustili, akterjev je veliko, denarja od tam je veliko,
mnogi mediji pri nas ali pa v kje so šibki v primerjavi s tem, se težko kosajo s tovrstnimi vplivi, torej imamo tuje akterje in na drugi strani imamo tehnologijo, umetno inteligenco. Mi se ne moramo zanašati na to, da bomo ločili, kaj je prava fotografija, kaj je obdelana fotografija, video, audio in tako naprej, če ne bomo imeli osnovnih mehanizmov, da vemo, kako vse se to da narediti, kaj so vse možne manipulacije, kako se to da preveriti. In če je bila že ravno omenjena tale knjižnica, bom samo rekel to, pridite tudi k nam na FDV. Vem, da to ni priljubljen stavek verjetno tukajle, ampak ne, naša knjižnica je zelo bogata, poleg vseh domačih publikacij imamo praktično vse relevantne svetovne, kjer razvijate svoje kritično razmišljanje, kakor želite. In seveda si sami začrtate, da tako rečem, vaš mentalni okvir, kaj želite s tem početi in kako želite s tem početi. No, zadnje se opisujete, ko ste stari 18-19 let. Verjetno neke predstave o tem svetu in tako naprej imate. Verjetno imate neke poglede na svet, neke koncepte. In to je izvrstno, zato ker ta družba mora biti pluralna. Imeli smo absolutizem in imeli smo avtokracijo in tako naprej. Nihče tukaj si tega pravzaprav ne želi. Skratka, kritično razmišljanje je osnova tega, ne? In branje in razmišljanje in tako naprej je tisto, česar vam nihče ne more odvzeti. Hvala. Če smem sam zaključno en stavek, kot doktorski študent FDV potrjujem, da je knjižnica fajn, res iskreno. Hotel sem pa samo to reči, pri medijih se zavedate mogoče, da razlika med socialnimi mediji pa klasičnimi mediji je recimo tako, kot je razlika med taksijem in avtobusom. Namreč algoritem socialnega medija vas bo pripeljal točno na tisti cilj, ki ste se ga vi preko algoritmov, ki zadaj delujejo, pač izbrali. In vas bo zaciklal v eno mikrolokacijo in potem je to samo še spirala navzdol. Klasičen medij, ki boh dej, da boste na kar nekaj medijev, mogoče v svojem odraslem življenju naročeni in tako podpirali naše delo, je bolj avtobus. Pripelje vas na postajo in od tam naprej se morate malo sami znajdeti. In tudi mogoče kdaj niste čisto zadovoljni, ki je postaja pozicionirana, pa mogoče imate kdaj kaj zapovedati, ampak vas je pa pripeljal v pravo smer, pa na približno lokacijo. In ne pričakovati, da katerikoli medij, ki ga boste prebirali, je taksi, da vas bo pripeljal na točno tisto točko, za katero ste prepričani, da je ultimativno najboljša. Ker če imate občutek, da to ta določen medij dela, je zelo verjetno na tanki meji med medijem in propagando. Pa mogoče samo še en stavek. Še ena razlika je med medijem, ne, ker je tudi nekoliko zakonsko reguliran in posledično pač, če objavi neke zelo očitne ali pa zelo škodljive laži, pač ga lahko tudi morda oškodovanci iztožijo, ne, medtem ko pač na socialnih omrežjih je vsak anonimen in pač ni zares, ne, tukaj pač nobene zares odgovornosti, ne, če do tega, kar pač ljudje pišejo. Je še kakšno vprašanje iz publike, slučajno? Daš ti mikrofon? Me pa sam zanima, kako komentirate, glede na to, da pač glede te svobode govora, zdaj, ko je Musk kupil X, se pravi, da bi spet ne bi vzpostavil svobodni govor, potem, ko ste pač Trumpu zablokirali account in to, kako to komentirate? Če smem eno drugo, mislim, povezano zadevo s tem bom rekel, pod kožo so vsi enaki. Elon Musk, ko je kupoval Twitter, ko je bil še Twitter, je trdil, da je približno 20-30% profilov na Twitterju lažnih, da so to večinoma boti in tako naprej, in da je torej Twitter manj vreden v resnici kot tisto, kar so mu ga prodajali, kot so hoteli ceno. In je rekel, ko bo on direktor oziroma lastnik Twitterja, bo vse te lažne profile in tako naprej bote zbrisal. Okay. Tisti hip, ko je kupil Twitter, je pozabil na to. Ker če bi on zbrisal 20% akauntov, bi njegova firma bila vredna 20% manj. Ker bi imela 20% manj uporabnikov in bi potem tudi računi oglaševalcem bili za 20% nižji. In jih je pusto. Skratka, hočem reči, takšni ali drugačni, ko pride do teh denarjev, lahko se nekdo dela, da je tak, nekdo drug je blazno liberalen, nekdo drug je blazno tak. Predvsem pa morate razmišljati s svojo glavo, ko vam nekdo, tako rečem iz Kalifornije,
vam diktira na nek način, kaj vi vidite in česa ne vidite in kako naj bi vi ravnali. A bo on imel kakšno škodo, če imamo v Sloveniji probleme? A bo on imel kakšno osebno škodo, če je v Sloveniji toliko ljudi rezalo maske ob covidu in podobne reči? On ni imel s tem težave. Samo verjetno tam v tisti svoji varovani skupnosti je bil pa skrit za zidom, pa itd. In verjamem, da noben od njihovih otrok, tisti, ki jih imajo, noben od njihovih otrok ne sme uporabljati socialnih omrežij. Ne? Ampak mase pa kar samo važno, da oni dobijo denar. Ja, to sem, prosti, ne glih to sem hotel reči, ja, da zelo zanimivo je, da lastniki ali vodje največjih tehnoloških podjetij svojim otrokom ne dovolijo uporabljati socialnih omrežij, nekaj od teh tudi ne mobilnih telefonov do določenih starosti. Kar se tiče pa cele te zgodbe, jaz mislim, da je bilo očitno, da je pač en politični interes zamenjan z drugim. Eni strani mogoče je prej bolj ustrezal, drugi strani ustreza sedaj bolj. Druga opcija je pa strašljivo v vsakem primeru to, da ali diktira to ena oseba prej ali druga oseba zdaj, diktira točno to, kar je prej dr. Milosavljević opisoval o srbskem poskusu, v bistvu podjetje, ki je daleč stran, poskuša obvladovati vaša čustva z namenom dobička. In to vsakokrat, ko preberete te stvari, si pač pomislite na to, kakšen je bil interes, da se vam je točno ta stvar pač pripeljala pod nos. Kar pa je tisto, tudi po mojem, kar se tiče novinarskega poklica, mnenja, anonimna mnenja in nekaj, kar bi nekoč imenovali pač viri, so zdaj v bistvu postali novice same. Ne? Zdaj smo prišli do te faze, sploh kar se tiče Twitterja, da je to postalo obmetavanje z drekom na rezervo in potem počakamo, kaj od tistega, kar smo vrgli, se bo prijel. Ne? Saj, če spremljate mogoče najbolj prodorne novinarske pač avtorje pri nas na Twitterju, je to točno to. Ne? Delanje afero na afero, potem ko se pa pač ugotovi, da stvar ni resnična ali pa da je bila izmišljena ali pa pretirana, se objavi pa neko popravek nekje globoko dol, ampak tisti človek, ob katerega se je drek metal, je že umazan. Ne? In zato je Twitter en odličen družbeni ventil, po mojem, kjer marsikdo stresa svojo jezo tam in hvala Bogu ne nekje v javnosti ali za šankom, kot je pač pogosta slovenska navada. Karkoli več od tega, da pač lahko preko njega razni akterji opazujejo družbeno dinamiko, opazujejo, kaj si ljudje mislijo in predvsem kaj ljudje čustvujejo in temu primerno prilagajajo svojo agendo, kaj več od tega, razen mogoče mi novinarji, ki dobimo pač neko nefiltrirano informacijo, ki jo moramo potem še 6-krat preveriti, kaj več od tega nimate. Ne? Imate pa zelo hitro na dosegu roke, če imate nek kuriran svoj sistem ljudem in virom, ki jih sledite, nek lahko zelo hitro preverjen, zelo hitro dosegljiv sistem nekih informacij. Po domače povedano, če sledite 50 medijskim hišam po svetu, boste lahko zelo hitro, zelo dobro informirani. Z tega vidika je stvar zelo praktična, vsaj z mojega vidika. Tudi če dodate zraven še par, bom rekel, res dobrih mnenjskih voditeljev, je pa še tem bolje. Ja. Jaz bi mogoče tle dodal to, da ne prej, ne zdaj ni bilo idealno. Absolutno brez nekega nadzora nobeno socialno omrežje ne more biti, ker sicer se zgodi pač, da postane leglo raznega kriminala in otroške pornografije in podobnih zadev, tako da določene algoritme v vsakem primeru pač ta omrežje rabe imeti. A je zdaj boljš kot pod maskom, kot je bilo prej pod, kaj je bil Jack Dorsey, ali kako je že bil direktor, ne? Do neke mere pač ima vsak plus in minuse, tudi rekel, ni Twitter tle edini, ne, so tudi ostali glih na istem, ne, ali pa še na slabšem mogoče, kakšen TikTok, pa tudi kakšen Facebook in tako. Bi opozoril tle mogoče eno stvar, ne, takrat, ko se začne
zapirati akaunte, ne, je pa problem, se mi zdi, ko res, če ni to res nek zelo pravičen razlog. Ne. Istočasno, ko se je zaprl akaunt Donaldu Trumpu, ne, ki je bil takrat še, mislim, da še vedno predsednik ali pa vsaj odhajajoči predsednik, še prej je bil recimo Biden že zaprisežen, ne, se mu je zaprl akaunt, medtem ko je iranski ajatola še vedno imel akaunt na Twitterju, ne, in mislim, da ga še vedno ima. Ne, tako da pač je tle so ta merila, ne, zdaj, kdo je tisti, ki je upravičen do tega, da ima akaunt na Twitterju in kdo ne, ali pa na kjerem socialnem omrežju, je pač zelo stvar subjektivnega in se mi zdi, da tle pa bi bilo zelo dobro biti s tresočo roko, ko se briše. Ne. Seveda včasih je kakšnega res problematičnega tudi treba zbrisati, ampak biti tle se mi zdi pomembno imeti tresočo roko in mogoče je v tem kontekstu nekoliko boljše, ker se mi zdi, da je še vedno boljše tvegati mal, bom rekel, lažnih novic, pa mal nekega pač razne greznice, kakor se pojavlja na socialnih omrežjih, kot pa blazno omejiti svobodo govora, ker kdo pa je tisti, ki bo določil, kaj je resnica in kaj ni. Ne? Mislim, če smo že glih pri covidu, ne? Mi smo imeli dolg časa prepoved, da bi se govorilo o tem, da je morda izšel iz laboratorija, pa čez 1 leto pa je bila pa to glavna teorija, recimo, ne? V smislu, kdo je zdaj tisti, ki bo 1 leto prej določil, da zdaj pa ne smeš govoriti o tem, pa o onem, pa drugem. Ne? In tako dalje. Kdo je tisti, ki bo določil, kaj je ta prava politična smer. Ne? To so, ko imamo vprašanje vrhovnih cenzorjev, ne? Je vedno, zato bi bilo, po mojem mnenju, idealno, da so neki zelo jasni, odprti, vnaprej znani algoritmi, katere stvari pač se cenzurirajo, ne? Ker so pač absolutno neprimerne, od tam naprej pa prepustimo v veliki meri svobodo govora, ne? Ker je bistvenega pomena in ne, če se zavedamo, da ni tako zelo samoumevna. No? Mogoče večino zgodovine ljudje niso imeli zares neke svobode govora. Ne? Je to sorazmerno, rekel, svež zgodovinski pojav. Ne? Tako da je tako stvar začuvati. No? Tako. No, najlepša hvala, s tem smo pa tudi prišli do konca naše okrogle mize, tako da se zahvaljujem vsem gostom in vsej publiki, ki ste si vzeli čas. Hvala. Hvala za povabilo.